Če ste se kdaj spraševali, zakaj Iran kljub vsemu še vedno obstaja, morate razumeti čarovniški trik. Da, čarovniški trik. In žal ni zabaven, je nevaren. To so v 23 letih kar 5-krat uspešno uporabili proti najmočnejšim vladam na svetu. In prav zdaj, ko to poslušate, se morda dogaja znova. Trik deluje takole. Državo ujamejo pri nečem, česar ne bi smela početi. Svet zahteva, da preneha. Država pristane na pogovore. Pogovori trajajo mesece, včasih leta. Strokovnjaki napovejo, da je dogovor sklenjen. Podpiše se okvirni dogovor. Vsi si oddahnejo. In potem država potiho nadaljuje s tem, kar je počela prej. Le da je zdaj močnejša, bolje financirana in si je kupila leta časa. Država je seveda Iran, trik pa je diplomacija. In do konca te epizode nikoli več ne boste gledali na novice o Iranu na enak način. Preden pa se lotimo samega trika, morate razumeti, kdo ga izvaja. Saj ima vse to smisel šele, ko razumete, kako razmišlja Islamska republika. Dobrodošli pri Mirakeša na GNS TV. Pojdimo kar takoj na stvar. Iranski klerikalni režim, sistem, ki vodi državo od revolucije leta 1979, ne razmišlja v 4-letnih ciklih. Nima volitev, ki bi bile pomembne. Nima javnosti, ki bi ga lahko odstavila z glasovanjem. Vrhovni vodja služi do konca življenja. Revolucionarna garda, IRGC, je podrejena teologiji in ne volivcem. In to je zelo pomembno, ker vsaka zahodna vlada, ki je kdajkoli pogajala z Iranom, deluje po urniku. Ameriški predsedniki imajo 4 leta, evropske vlade prihajajo in odhajajo. Zunanji ministri prihajajo in odhajajo. Ljudje, ki sedijo nasproti iranskim pogajalcem, se vedno vsaj nekoliko mudijo. Iran pa se nikoli ne mudi. Iz njihove perspektive gre za 100 let. Njihov edini cilj je preživeti, dokler Bog ne poseže in ne pride njihov mesija. V perzijski pogajalski kulturi obstaja izraz ta'aruf, ki opisuje zapleten sistem ritualizirane vljudnosti, ponujanja, odklanjanja in ponovnega ponujanja. Spet gre za to, da sta površina pogovora in dejanski namen pod njo dve popolnoma različni stvari. Zahodni diplomati, ki so se pogajali z Iranom, opisujejo, kako so sedeli v prostorih polnih topline in navidezne dobre volje, odhajali z občutkom, da so dosegli napredek, nato pa naslednje jutro prebrali javne izjave Irana in se spraševali, ali so bili sploh na istem sestanku. To je strategija, ni kulturno nerazumevanje. Profesionalno zavlačujejo, podaljšujejo razprave brez dejanskega napredka, medtem ko napredujejo s programi, ki naj bi jih pogovori ustavili, torej s svojimi jedrskimi zmogljivostmi. Zapomnite si ta izraz. Podaljševati brez popuščanja. Napredovati med pogovorom. In zdaj poglejmo, kaj se zgodi. Leto je 2003. Zahodne obveščevalne službe so skupaj z iransko opozicijsko skupino pravkar razkrile nekaj, kar naj ne bi obstajalo. Tajni obrat za bogatenje urana na kraju, imenovanem Natanz. Iran je na skrivaj gradil jedrski program. In zdaj to ve ves svet. Pritisk je takojšen. Velika Britanija, Francija in Nemčija, velika trojica EU, se soočijo s Teheranom. Vključi se tudi OZN. Vprašanje na vseh mizah je, kaj storiti. In potem Iran naredi nekaj nepričakovanega. Strinja se, da bo sedel za mizo in se pogovarjal. Ne samo pogovarjal. Strinja se, da bo začasno prekinil bogatenje urana. Podpiše tako imenovano Teheransko deklaracijo. Odpre svoje objekte inšpektorjem. Evropski diplomati so se domov vračali z občutkom, da so dosegli nekaj zgodovinskega. Kriza je bila preprečena. A tukaj je, kaj se je v resnici dogajalo. Hasan Ruhani je bil takrat glavni iranski pogajalec za jedrsko vprašanje. Leta kasneje je v govoru, ki je bil posnet in ušel v javnost, opisal dogovor iz leta 2000 z izjemno odkritostjo. Povedal je, da je v času zamrznitve, medtem ko se je Iran smehljal kameram in sodeloval z inšpektorji, Iran dokončeval gradnjo še enega obrata za pretvorbo urana v Isfahanu. Zdaj smo z njo zelo dobro seznanjeni. Po njegovih besedah so pogovori prinesli čas, potreben za dokončanje dela. Nikoli niso nameravali popustiti. Želeli so le pritisniti na gumb za premor. Pritisnili so ga točno v trenutku, ko je Iran potreboval čas, da nekaj dokonča, in ga sprostili, ko je bilo končano. 2 leti kasneje, leta 2005, je bil izvoljen nov predsednik, Mahmud Ahmadinejad, skrajnež, zaradi katerega je Rouhani deloval kot zmernež. Iran je napovedal, da ponovno začenja z obogatitvijo. Evropski pogajalci so odšli. Pogovori so se znova sesuli. Iran je iz teh 2 letih šel z dokončanim objektom, ki ga prej ni imel.
To je bil prvi trik in bil je uspešno izveden. Naslednjih nekaj let sta bila Iran in Zahod ujeta v drugačno vrsto zastoja. Združeni narodi so uvedli sankcije. ZDA so še bolj zaostrile finančne ukrepe. Iran je nadaljeval z obogatitvijo. A v tem obdobju se je dogajalo nekaj zanimivega, kar je večina ljudi spregledala. Iran je postal boljši v tem triku. Naučil se je, da mu ni treba biti v aktivnih pogovorih, da bi diplomacijo uporabil kot ščit. Samo možnost pogovorov moraš ohranjati pri življenju. Dokler obstaja diplomatska pot, četudi zamrznjena, četudi ne vodi nikamor, to zavira vojaško ukrepanje. Zahodne vlade ne napadajo držav, s katerimi se pogajajo, ali držav, s katerimi bi se lahko pogajale, ali držav, ki so rekle, da so odprte za pogajanja. Iran je dejal, da je vedno odprt za dogovor. Imel je le pogoje, a pogoji so se nenehno spreminjali. Pogovori se nikoli niso zares začeli. Medtem je Iran od leta 2006 do 2013 povečal število delujočih centrifug od približno 3000 na več kot 19 000. Prešel je od obogatitve urana na nizke ravni do obogatitve na 20%. Pomemben korak proti ravni, primerni za izdelavo orožja. Zgradil je drugo obogatitveno lokacijo globoko v gori v Fordovu, posebej zasnovano, da preživi letalski napad. Nič od tega se ni zgodilo za pogajalsko mizo. Vse to se je zgodilo medtem, ko je svet razpravljal, ali bi se sploh morali pogajati. In tukaj ta trik resnično doseže svoj vrhunec. Leta 2023 je Iran izvolil novega predsednika, Hasana Ruhanija. Ja, istega moškega, ki je vodil pogovore leta 2003. Moški, ki je na posnetku priznal, da so ti pogovori kupili čas za dokončanje Isfahana. Vrnil se je in tokrat je prišel z zunanjim ministrom po imenu Javad Zarif, ki je imel doktorat z ameriške univerze. Bil je očarljiv in zgovoren, dajal je čudovite intervjuje in zahodni novinarji so imeli občutek, da se pogovarjajo z zelo razumno osebo. Obamova administracija si je seveda želela dogovora. To so si želeli že leta. Tajni neuradni pogovori so potekala v Omanu. Na ameriški strani je obstajala resnična politična volja. Sledilo je 20 mesecev pogajanj. Kerry in Zarif sta se srečala 18krat v 11 različnih mestih in julija 2015 sta podpisala JCPOA, skupni celoviti akcijski načrt, iranski jedrski sporazum. Zahodni svet je oddahnil. Tukaj je, kaj je sporazum dejansko določal, če odstranimo diplomatski jezik. Iran se je strinjal, da bo za 10 let omejil bogatenje urana. Po 10 letih so omejitve potekle in Iran bi bil pravno svoboden, da bogati uran na katerikoli ravni, ki bi jo izbral. Iran ni razstavil niti ene centrifuge. Svojega jedrskega znanja ni poslal iz države. Samo začasno je ustavil in omejil dejavnosti. Ni se razorožil. V zameno je Iran prejel takojšnjo omilitev sankcij, dostop do približno 100 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev in ponovno vstopil na svetovne naftne trge. Izvoz nafte, ki so ga sankcije prepolovile, se je ponovno močno povečal. Netanjahu, vedno tisti hudobec, je to imenoval katastrofo, a so ga odpisali kot panikarja. Večina zahodnih zunanjepolitičnih strokovnjakov je to slavila kot prelomnico. Ampak zdaj, poglejte, kaj se je zgodilo potem. Denar, ki je pritekel po dogovoru, ni šel za obnovo iranskih bolnišnic ali popravilo iranskih cest, kar vas bo zelo presenetilo. Šel je k Hezbolahu, ki ga je uporabil za ponovno oborožitev na raven, kakršne ni bilo od leta 2006. Šel je k Hutijem v Jemnu, šel je k šiitskim milicam v Iraku in Siriji, šel je k Hamasu v Gazi. Proračun IRGC se je povečal. Iranski program balističnih raket se je pospešil. No, Iran je komajda spoštoval črko dogovora, ob tem pa je nenehno kršil pravila na obrobju, hkrati pa poskrbel, da so bili znanje, infrastruktura in centrifuge ohranjeni in pripravljeni za trenutek, ko bodo omejitve odpravljene. Dogovor so lahko kršili v manjšem obsegu, ker so vedeli, da si ZDA želijo, da bi dogovor uspel. ZDA si zaradi volitev niso smele privoščiti izgube dogovora in zaradi manjših prekrškov ne bi končale celotne zadeve. In ne pozabite, Iran ima ves čas na svetu. Kaj 10 let, če imajo 500-letni načrt? Zato so vztrajno pritiskali in pritiskali, saj so vedeli, s kom imajo opravka. In potem pride na oblast Trump, ki ve, da če jim daš prst, zagrabijo celo roko. Zato Trump leta 2018 izstopi iz dogovora. A do takrat je bila regionalna struktura, ki jo je Iran financiral z olajšanjem sankcij, že popolnoma zgrajena. Ko je dogovor propadel, je Iran znova začel bogatiti uran. In tokrat je to daleč preseglo raven iz leta 2015. Do leta 2024 je imel Iran dovolj obogatenega urana za, odvisno od ocene,
nekje med 4 in 11 jedrskimi napravami. Dogovor ni ustavil programa. Dogovor je financiral program in mu dal desetletje zaščitenega časa za razvoj. In to je njihov drugi trik, uspešnejši od prvega. Ampak tukaj je najbolj nora stvar te zgodbe. Vzorec postaja očiten. In še vedno ga nihče ne ustavi. Do leta 2021, ko je administracija Joea Bidena želela obnoviti jedrski sporazum, vzorec ni bil več skrivnost. Bil je obsežno dokumentiran, analiziran in o njem je bilo veliko napisanega. Isti možganski trusti, analitiki in nekdanji diplomati, ki so spremljali dogodke leta 2003 in 2015, so zdaj znova opazovali leto 2021 in videli so popolnoma enake poteze. Iran je pristal na posredna pogajanja na Dunaju. Pogajanja so se vlekla, roki so prihajali in odhajali. Strokovnjaki so ves čas napovedovali, da je dogovor blizu. Beseda skorajšen se je v časopisnih naslovih pojavila tolikokrat, da je izgubila vsak pomen. Iran je še naprej bogatil uran. Pogajanja se nikoli niso povsem zaključila. Poleti 2022 naj bi bil dogovor zelo blizu. In zelo boste presenečeni, ko boste slišali, da ga niso dosegli in so se pogajanja na koncu ustavila. Kaj se je zgodilo v tem obdobju dolgotrajnih, skoraj zaključenih, a vendarle nedokončanih pogajanj? Iran je prešel za 60% obogatenega urana, ki ga leta 2015 sploh ni imel, do tega, da je nakopičil dovolj materijala, da je IAEA ocenila, da bi lahko teoretično napolnil več jedrskih naprav, če bi ga še dodatno obogatili. Obogatil je med pogajanji. Napredoval je med pogajanji. Ista zvijača. Tretjič. Potem je prišlo leto 2025. Trump drugič. 5 krogov pogajanj v Omanu in Rimu. Bistven napredek, zelo blizu. Zunanji minister Marini leti v Washington, da obvesti Belo hišo o tem, kako dobro potekajo stvari. Američani so zapustili Ženevo razočarani. Omanec je dejal, da je bil dosežen pomemben napredek. Iran je dejal, da je obogatil. Obogatitev ni bila predmet pogajanj. Razlika med tem, kar so govorili posredniki, in tem, kar je Iran dejansko ponujal, je bila ogromna. Vendar so se pogovori nadaljevali. Zato je bil Trump nekoliko drugačen in zato so se tako zelo trudili, da ne bi prišel na oblast. Ker je Iran 9. junija 2025 znova zavrnil ameriški predlog. Kaj je novega? 2 dni kasneje je Mednarodna agencija za jedrsko energijo ugotovila, da Iran ne izpolnjuje obveznosti, Iran pa je napovedal tretji obrat za obogatitev. 2 dni zatem je Izrael končno udaril. Tokratna zvijača ni uspela. Ne zato, ker bi kdo končno spregledal zvijačo, ampak ker je čas potekel na drugačen način, kot je Iran pričakoval. A do tega bomo prišli čez trenutek. Ker je načrt, ki ga uporabljajo, tako enostaven za razumevanje, zdaj, ko se je zgodil že 4-krat. In ko enkrat vidiš mehanizem, ga boš prepoznala vsakič znova. Prva poteza. Strinjajo se s pogovori šele, ko pritisk postane nezmosen. Iran nikoli prostovoljno ne sede za pogajalsko mizo. Iran začne pogajanja šele, ko alternativa, vojaško posredovanje, gospodarski zlom in nestabilnost režima postane neposredno nevarna. Pogovori niso znak dobre volje, so le ventil za sproščanje pritiska. Iran ga odpre ravno toliko, da izpusti paro, nato ga spet zapre. In potem pride drugi korak. Postavijo zmerno podobo. Vsak krog resnih pogajanj je predstavljal iransko osebnost, ki se Zahodu zdi razumna. Ruhani leta 2003. Ruhani ponovno leta 2013. Zarif, očarljivi zunani minister z ameriškim doktoratom. Ti možje so resnični. Njihova relativna zmernost v primerjavi s trdolinjaši je resnična. Toda oni ne vodijo programa. Vrhovni vodja vodi program. IRGC vodi program. Zmerna podoba je le fasada. Kuhinja je povsem drugje. In to nas pripelje do tretjega koraka. Narediti, da se pogajanja zdijo kot napredek, brez dejanskega napredka. To je pravzaprav najbolj prefinjen del. Pogajanja morajo biti dovolj produktivna, da druga stran ne odide, a ne dovolj produktivna, da bi se dejansko zaključila. To pomeni, da nekaj malega ponudite, kasneje to umaknete. Strinjate se v načelu, v praksi pa se prepirate. Dovolite posrednikom, da napovejo preboje. Dovolite zahodnim medijem, da pišejo optimistične zgodbe. Drugo stran ohranite vpleteno. Marinijeva zunanja ministrica, ki napoveduje pomemben napredek po krogu, v katerem so Američani odšli razočarani, ni protislovje. To je le trik, ki deluje točno tako, kot je bil zamišljen. In potem, da greste naprej, izkoristite pridobljen čas za napredek programa. To je ves smisel. Vsak mesec pogajanj je mesec bogatenja. Vsak okvir, v katerem razpravljajo, je okvir, ki ni vojaški napad. Pogajanja jim ni treba uspeti. Trajati morajo le dovolj dolgo, da Iran dokonča, na čemer dela. In to nas pripelje do 5. koraka.
Sprejmite dogovor le, ko ta zagotavlja takojšnje konkretne olajšave v zameno za kratkoročne, časovno omejene omejitve. Če je dogovor neizogiben, če pritisk postane tako močan, da bi zavrnitev pomenila zlom režima, ima najmanj sprejemljiv dogovor za Iran vedno enako obliko. Takojšnja odprava sankcij, sprostitev zamrznjenih sredstev, ogromno denarja, ki priteka, in v zameno omejitve bogatenja, ki se končajo po desetletju ali več. Spet imajo ves čas na svetu. In dokler so centrifuge ohranjene, je znanje ohranjeno in je infrastruktura ohranjena, jim ni mar. Vse, kar Iran da, je le premor. Vse, kar Iran prejme, je trajno in jim omogoča, da še naprej gradijo. Zdaj imate nekaj, česar pred 30 minutami niste imeli. Zdaj razumete, kaj počnejo. In ko enkrat to vidite, tega ne morete več spregledati. Naslednjič, ko boste videli naslov, da sta Iran in ZDA blizu dogovora, boste vedeli, da morate vprašati, kaj bo Iran takoj dobil in čemu se bo trajno odpovedal. Če je odgovor, da Iran takoj dobi umilitev sankcij in se za 10 let odpove bogatenju, veste, kaj to pomeni. Naslednjič, ko posrednik napove pomemben napredek, veste, da morate pogledati, kaj Iran dejansko ponuja za pogajalsko mizo. Ne pa, kaj posrednik govori o vzdušju v prostoru. Naslednjič, ko nekdo iranske pogajalce imenuje zmerneže, veste, da morate vprašati, kdo dejansko nadzoruje jedrski program in ali je bila ta oseba sploh prisotna. Ta trik deluje samo na tiste, ki ne vedo, da gre za trik. In zdaj veste. Toda veliko vprašanje, na katerega moramo vsi odgovoriti je, ali jih bo petič končno zlomilo. Ali pa le na novo prepisujejo isti stari trik. Ker ima Iran en sam načrt. Preživeti morajo. In da bi to dosegli, so se naučili, kako Zahod deluje in izkoristili zahodne slabosti v svojo korist. Zdaj je vprašanje, ali se Zahod uči islamskih trikov, ki so usmerjeni proti njim in jih uporablja proti njim. In to, dragi prijatelji, bomo videli s časoma. Sem Jerke in se vidimo naslednjič.